Janez Janša iz zakulisja zelo spretno in zelo natančno vleče te politične poteze, ki se mu na koncu nekako se zdi, vedno nekako izidajo, tudi če se zdi na prvi pogled nemogoče. Tako se je zdelo 2012, tako se je zdelo v času, ko je odstopil Marjan Šarec, tako se je zdelo zdaj na prvi pogled tudi ob izidu volitev, kot da bomo imeli neko težko situacijo oziroma neko dolgotrajno sestavljanje vlade, kar se pa na koncu ni zgodilo. Kar kaže na to seveda, kakšen mojster pravzaprav politične igre je. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci nenazadnje večera, dobrodošli. To je Večer za vikend, ki vam ga dostavljamo vsak petek, zato da z njim seveda počrtamo teden, da lahko vi vse, kar se v Sloveniji in po svetu dogaja, razumete bolje. Najprej seveda zahvala in vabilo in priporočilo tudi za naprej, da nas poslušate, spremljate, všečkate, delite, priporočate, karkoli pač radi počnete z podcasti na vaših najljubših platformah za podcaste. Politično intenziven teden, zato gostja, ki nam bo lahko marsikaj povedala o tem. Dober dan in dobrodošla Metka Majer, vodja uredništva 24 ur, vodja volilnega projekta, ki ste ga izvedli seveda zelo uspešno pred zadnjimi volitvami, novinarka in pa, kot sva rekla, Štajerske gore list, torej prišla si tako rekoč domov. Zdravo. Servus, Matija. Servus je boljše, servus je boljše. Zdaj sem se res koncentrirala, da slučajno ne bi rekla živijo. Zatega, ker... Ja, to bi cenzurirali. To bi morali cenzurirati za voljo vseh mojih sorojakov, ki me nekateri še vedno imajo za svojo, pa jaz njih, ker tudi tam, kjer sem zdaj v centralni Sloveniji, pa me tudi nikoli ne bodo imeli za svojo. Čeprav, veš kaj, nekak na glas štajerski je vseeno ostal, vsaj ko z nami govoriš tukaj, no. Če tudi ti vredno vživijo in te stvari potegne, ampak tako malo, živijo! Ta trdota štajerskega akcenta pa je vseeno ostala, ali pa ne? Je, kot rečeno, nikoli ne boš na Štajerske spravil ven iz dekleta, čeprav dekle več ni na Štajerskem. Kako lepo. Ja. Kako si te dni, politično sem rekel, intenzivno smo tik pred ciljem, ki si ga je postavila nova desno-sredinska vlada, ki nastaja v petek, za vse vas snemava opoldne v sredo. Ta disclaimer je pomemben, ker v politiki se lahko do petka še marsikaj zgodi, ampak vseeno, torej v petek glasovanje o mandatarju, smo v ciljni ravnini nastanka nove slovenske vlade. Kako je v teh dneh v uredništvu? Je kaj še bolj divje, hektično? Televizija vemo, da ima svoje zakonitosti, smo tudi mi mediji, ampak vendar ne, so tu neke specifike. Zdaj, hektično v tem nekem smislu, torej nekih posebnih projektov ni, je pa hektično ali pa napeto v smislu nabiranja informacij in pač jaz konstantnega spremljanja tega, kar se dogaja. Torej, če bo to petek, seveda bomo torej že očitno imeli mandatarja. Zdaj v teh dneh v sredo, zdaj smo pa še vedno pri tem, v zadnjih par dneh so pricurjale podrobnosti koalicijske pogodbe, ves čas krožijo imena bodočih verjetnih ministrov in ves čas se borimo za te informacije. To delamo praktično vsi mediji, ne? Se ti zdi, seveda opravičilo ali pa seveda spet samo dodatek, z Metko se dolgo poznava, zato se tikava v tem podcastu. Se ti zdi, Metka, da četrta vlada Janeza Janše, glede na tvoje dosedanje izkušnje, ki jih je vendarle pri sestavljanju in različnih političnih aritmetikah kar precej, nastaja nekako bolj od oči javnosti, bolj za zaprtimi vrati, da je težje priti do informacij, ali to zadevno zdaj to politično dogajanje ni nič posebnega? V tem smislu ne bi rekla, da je. Jaz mislim, da je ta modus operandi praktično dosti podoben, kar se tiče teh preostalih Janših vlad. Dobro, za tiste ta prve nisem spremljala prav podrobno. 2-4-2-8. Tako. Ja. Ampak, kar se pa tega tiče, pa mislim, da je ta nek scenarij dosti podoben. Janez Janša iz zakulisja zelo spretno in zelo natančno vleče te politične poteze, ki se mu na koncu nekako se zdi vedno nekako izidajo, tudi če se zdi na prvi pogled nemogoče. Tako se je zdelo 2012, tako se je zdelo v času, ko je odstopil Marjan Šarec, tako se je zdelo zdaj na prvi pogled
tudi ob izidu volitev, kot da bomo imeli neko težko situacijo oziroma neko dolgotrajno sestavljanje vlade, kar se pa na koncu ni zgodilo. Kar kaže na to seveda, kakšen mojster pravzaprav politične igre je. Res je, ne, volitev 2026, torej teh, ki so se odvrtele marca, ni dobil, ampak je nekako matematika volilnega rezultata letošnjega zelo hitro nakazala zasuk Slovenije seveda nekako v desno. Neke poteze, ki jih je Janša odigral, so bile očitno boljše, bolj pravilne od Golobovih. Kako si to videla, to preigravanje? Janša je za razliko od Goloba, ki je predvsem govoril, da bo barko pripeljal v varen pristan, dejansko na koncu v ponedeljek v parlament dostavil 48 podpisov pod njegovo mandatarsko kandidaturo. Plus še seveda 2, torej v bistvu 50, to zgleda res udobno, čeprav je koalicijsko manjšinska vlada oziroma bo manjšinska vlada. Kako spretno se je tega lotil, jaz mislim, da je postalo jasno ob eni potezi, ki je pač mene osebno presenetila. Zdaj, če bo kdo rekel, da ga ni prav, ampak ni tudi tega noben prav na ta način napovedoval, ampak to se je izkazalo ob izvolitvi predsednika resnice Zorana Stevanovića za predsednika parlamenta. Jaz mislim, da v tistem trenutku, pa še 2 dni pred tem, preden se je to zgodilo, se je, ko se je pojavila neka ta prva informacija, se je zdelo to praktično nemogoče. Ko se je zgodilo, je bilo jasno, da je tu zabetonirana zgodba. Zabetonirana zgodba, ampak tudi zelo, zelo premeteno izpeljana. Torej, postaviš predsednika tega edinega, ki smo ga pravzaprav do takrat poznali kot nekakega vidnega člana te stranke na položaj drugega človeka v državi, prvega med enakimi v parlamentu, in je bilo jasno, da je ta zgodba pač praktično da si ga je privezal nekako v svojo. Hkrati pa naredi nekaj zelo zgodbo, modrega, torej ne bo ga imel vladi, torej ne bo, kar se tiče teh njegovih nekih zelo ekstremnih stališč ali pa neinstitucionalnih, si v bistvu ga dal na čelo neke institucije, hkrati ga pa ne bo pa imel odgovornosti znotraj vlade. To je izjemno premetena poteza. In tu mislim, da se je pač ta zgodba pravzaprav prelomila, odločila in to se je torej. In vse ostalo so bili samo neki logični koraki, ki so sledili in ki jih Janša vedno zelo nekako tempirano, z veliko, bom rekel, programiranih potez vleče in jih pripelje nekako do konca. Strinjam se s tabo, antisistem s načelo sistema, oziroma sistema parlamentarne demokracije. Seveda pa bo prišlo v prihodnosti v tem odnosu manjšinske vlade, manjšinske koalicije in zdaj že eni pravijo nadkoalicijske partnerice resnice ali pa torej nekega podpornega kolesa te četrte Janševe vlade do nekaterih verjetno testnih kamnov, do nekaterih preizkušenj. Ena izmed takih bo mogoče, napovedana Stevanovićeva pot v Moskvo ali kaj podobnega, kjer pa verjetno bo to kolesje vsaj nekaj peska dobilo vmes, Ali misliš, da ne bo tu nekih dramatičnih zadev v odnosu resnica in koalicijski trojček, oziroma kaj zdaj rečemo, trojček, ker je SDS. Trojček plus. Ja, plus resnica. Ampak dobro, tam imamo pa SDS, potem imamo pa še trojček, še demokrate, pa še en trojček. Okay. Ne vidim tega na ta način. Torej, dve predpostavki sta, torej ali bo to Zoran Stevanović naredil ali pa pač ne bo naredil. Če ne bo tega naredil, kaj mu bodo pravzaprav njegovi volivci zamerili, mu bodo to zamerili? Ne vem, zakaj bi mu. V resnici ne vem, če so njegovi volivci tisti, ki so neka baza, ki ima zelo jasno stališče do Rusije. Nisem čisto prepričana. On je dobil glasove nekje drugje, na ulici praktično. Torej z nekimi temi potezami izven okvirja. Torej, če pa gre, pa torej, kot rečeno, se pa lahko v bistvu Janez Janša kot predstavnik izvršne veje oblasti lahko tudi do tega distancira. Ampak mislim, da se to zdaj bomo videli, da v nobenem primeru ne bi rekla, da bo prišlo to do neke resne
resne konfrontacije, konfrontacije. kolizije interesov, ne, tako, med njimi. Še nekaj se je zgodilo, ne vem, včeraj, torej danes je sreda, včeraj, predvčerajšnjem, ne vem, en dan je Zoran Stevanović rekel, da niso videli koalicijske pogodbe. Torej, ampak potem je pa rekel tudi, da je v koalicijski pogodbi vse iz njihovega programa. Ampak torej, zdi se, kot da sploh nimajo teh nekih programskih izhodišč, ki bi jih od njih zahtevali. Zdaj, torej zahtevali od te koalicije, da se zgodi to pa to pa to. Ne vem. Jaz v prvi fazi tej ne vidim nekih resnih preprek na tej poti, v resnici ne. Recimo tudi, kar se tiče tega boja preiskovalk glede afere Black Cube, je torej v bistvu tudi na nek način resnica prevzela v bistvu SDS-ovo plat zgodbe povsem. Ne, torej, ne vem, če smo to prav zares vedeli v času predvoljene kampanje, ne, torej da vidijo predvsem težavo v vsebini, ne pa v tem, kako je do tega prišlo. Ne. Torej, ta neka, zdi se, kot da bo zaenkrat, kot da bo Stevanović oziroma resnica neki izvrševalec teh nekih nalog, ki so malo, ki zahtevajo neko energijo, ampak in so hkrati populistične, in so hkrati malo, kako ne rečem, ne toliko politično ne toliko vsebinsko pomembne, ampak bolj politično pomembne. In zaenkrat se zdi ta stroj zelo naoljen. Tako to vidim, ampak pustimo čas v čas, bomo videli. Zdaj, tudi zanimiva bo ta neka dinamika znotraj te poslanske skupine. Ne? Spet nek detajl, ko nisem čisto prepričana. Sem včeraj zasledila, pa sem poskušala potem si nekako to razložiti, ampak spet se mi zdi, da mogoče gre samo za neko predstavo, naznanitev tega domnevnega podkupovanja poslancev. Koliko resno moramo to jemati, glede na to, da vemo, da se takšna dejanja grejo prijaviti na policijo. Pa se zdaj jaz mislim, da druge izbire, koliko je možno, da je to nek spin, neka dimna zavesa spet, ne? Seveda možno, hkrati... Ali pa preventivna akcija, veš, če bo kdo prestopil, ne? Kakorkoli bo rekli, je dobil milijon evrov. Ja, tako, 7-mesna številka. Mislim, moramo to imati resno na ta način, obtožbe so resne, ampak vendarle neka resna politika seveda bi šla k organom, ki so pristojni za to, tam naznanila, mogoče pol šla pred kamere in povedala, z nekimi mogoče bolj trdnimi dokazi, pričevanji, kakorkoli. Mogoče bi kdo moral kaj posneti. Če je kdo kaj posnet, bomo videli. Torej, jaz itak mislim, da izbire druge nimajo. Torej, policija že itak samo zase vzela, koliko razumem to, kot neko ovadbo, tudi če je preko medijev. Torej, oni bodo morali povedati, kaj se je zgodilo in oziroma kaj naj bi se zgodilo in kakšne dokaze imajo povezane s tem. Zaradi tega, ker smo tudi včeraj slišali to mnenje, da če nek poslanec, ki je višje tretiran kot nek navaden državljan, ne naznani kaznivega dejanja, ki ga je zaznal, da je pač tudi sam kazensko odgovoren. Torej, ta zgodba v tem smislu, mislim, da se bo razvila, zdaj pa policija seveda potem lahko ugotovi, ali sploh je kaj na tem ali ne. Ampak tisto, kar sem jaz včeraj malo zaznala, pa me zanima, zakaj bi, torej, to je naznanila vodja poslanske skupine, predsedniku parlamenta, torej svojemu predsedniku stranke. On je pa rekel, da zdaj v tem času še ne bi zdaj on na ta način operiral z tako občutljivimi stvarmi. Torej, nekako kot zdelo se je za trenutek, kako da morda skoraj, da ni bilo usklajeno ali pa je spet samo neka kulisa. Ampak o tem sem govorila, torej za take, za to vrstni del realne politike, mislim, da bo resnica še skrbela. Zakaj? Vprašajmo se, torej, če je res prišlo do poskusa vplivanja na poslance, da bi prestopili na drugo stran, ali morda se to ni zgodilo recimo Potniku iz Demokratov. Ne? Torej, in kaj je z njim, recimo, ne? Pač, ker se ga najbolj omenjalo kot nekega možnega prestopnika. Ne? Torej, tam nismo še nič o tem slišali. Ne? Torej, resnica ima to neko funkcijo tega, pa da rečem, pač, po naše pač, mogoče delanja galame, sem hotela reči, mogoče ni, ampak torej, političnih
igric, ki se iz dneva v dan Se dogajajo. strinjam, ustvarja nekih posebnih efektov, da se malo Tako posebnih efektov, evo tako. pozornost usmeri Usmerja mogoče nekam, na ne, kaj v drugega, ja. tišini pa zadaj, seveda zdaj vemo, ne, zadnji detajli koalicijske pogodbe se pilijo, ko midva to snemamo, še ni bila podpisana, ne. Ne. Vemo, da bo mandatarsko glasovanje kmalu, ne, zvedlo se je tudi, nekateri mediji so objavili, že ste objavili, ne, tudi že nekatere informacije iz koalicijske pogodbe. Govori se o tem, da nekatere stvari, predvsem pri boju s korupcijo oziroma protikorupcijskem boju, še niso povsem dorečene. Ampak v redu, strinjam se z tvojimi poantami glede resnice, glede Janše, ne, ta odnos bo v vsakem primeru v naslednjih letih, kolikor bo ta vlada pač trajala, zaznamoval slovensko politično dogajanje, ne, čeprav vemo, ne, 46 glasov seveda rabiš za mandatarja, za vlado, potem pa lahko nekako manevriraš tudi z manj glasovi, sploh če imaš nekako sebi prijazen državni svet, ne pričakuje se zdaj take serije odložilnih vetov, kot smo jo gledali v prejšnjem mandatu. Metka, takole, ne, prihajaš iz največje komercialne televizije, najbolj gledana oddaja, ne, informativnih programov slovenskih televizij, ne, je 24 ur, kjer vodiš ekipo, ne, sestavljanje vlade, volitve, ne, je verjetno za vsako tako uredništvo, ne, ful velik preizkus, ali kako? Ja, seveda je velik preizkus, ampak hkrati pač največji izziv, ne. To je neka krem de la krem vsakega informativnega programa. Tega se vsi na nek način veselimo, ko smo tam, včasih sprašujemo, ali bo ali se bo izšlo, pa na koncu vedno se, ne. Ampak ko pogledaš potem nazaj, veš, da je to, zaradi česar smo vsi šli nekako v to. Sploh tisti, ki se ukvarjamo z dnevno informativnim programom. To je tisto čas, kjer se največ dogaja, kjer je najbolj pestro, kjer se najbolj lahko nekako izraziš, kjer je najbolj pomembno, da postavljaš prava vprašanja. Kako polemične so zdaj debate v uredništvu? Kakšen bo, recimo, ne vem, kako prijeti zgodbe zdaj, ko se vlada sestavlja? Koliko je tega, koliko je sploh časa za to? Je čas za to, seveda mi imamo tako kot vsako uredništvo najbrž jutranje sestanke, pa mesečne sestanke, pa tedenske sestankov. Sestankov imamo veliko. Ampak ta del je, kot rečeno, najbolj luštno je delati v dnevno informativnem programu, ko se nekaj dogaja. Ko se ne dogaja, takrat... Ko so kisle kumare. Ko so kisle kumarce, takrat imamo... Izzive druge vrste. Izzive druge vrste, ja. Kaj se je danes pomembnega zgodilo, če se ni zgodilo nič? Ne, tako. Tako da tu te debate zdaj v tem trenutku ne grejo v smer tega pa danes ne bomo, pa to danes ni pomembno, ampak res želimo dobiti vsak drobec kakršnekoli informacije, ki je... Politika se ful gleda, verjetno, ne? Ma rating. Ja, politika je v Sloveniji očitno res nekaj, kar vleče ljudi. To vidimo tudi mi, ne, pri klikih, ja. Kakorkoli. Ne. Tudi mi vidimo isto pri klikih, tudi na spletni strani. Pač in isto vidimo pri gledanosti. Zelo redki so primeri, ko bi, mi rečemo naše krivulje, ne, padle na politiki. Politika slovenskega gledalca res zanima. To se je mogoče videlo tudi, ne vem, a se je to mogoče spremenilo z covidnim obdobjem, takrat, ko smo bili vsi toliko evolvirani v to. Čeprav... Ja, ampak na drugi strani zdaj prihaja obdobje četrte Janševe vlade. Janševe vlade so kakorkoli vedno žele, tudi zaradi svoje kontroverznosti v marsičem, ne, za koga bo v spornosti, ne, za koga drugega, seveda razdiralnosti, kakorkoli veliko medijske pozornosti. Zato me zanima, ne, prej si omenila, da mogoče prve Janševe vlade 2004-2008 nisi toliko podrobno spremljala kot novinarka. Bo to zdaj po tvojem mnenju nekaj čisto novega? Ali so neke vzporednice tudi s tem? Ne, so vzporednice. Mislim, da v tem smislu novega, mislim, da ne bo. Ker to bo vseeno najbolj čista desna vlada. Ne bo imela tega ne Desus ali pa nekega liberalnega elementa, ne SMC recimo v zadnjem obdobju, ne, ob tretji vladi. Ne. Bo Janša 4.0 se izumil na novo ali se pričakuje neka kontinuiteta s prejšnjimi vladami? Bi rekla, da je kontinuiteta, hkrati pa najbrž nadgradnja. Zdaj, kaj je mogoče razlika, je to, da vidimo že izjemno velik odziv
civilne družbe, torej nevladnih organizacij in pa tudi seveda sindikatov. Kako se bo s tem plulo, ne vem, ampak najbrž na nek podoben način, kar se tiče sindikatov, recimo, kot pa če pa Golob z gospodarstvom, kjer se je tudi zdelo, da so konstantno na okopih. Ali bo to prav zares oteževalo samo delo? Ja, še ne vem. Veliko se je takrat dogajalo, recimo v covidnem času, ne, ko se je tista najprej to razumevanje in seveda strah pred tem, kaj se dogaja in kaj se še lahko zgodi, torej ko smo nekako vsi res sprejemali tiste ukrepe in jih tudi izvajali, ne, ko se je spremenilo v to neko drugo plat, s resnico ne nazadnje tudi na čelu, takrat nastajajočo, ne. Pa se ni zgodilo nič, ne. Mandat se je končal v tem smislu, ne. Zdaj, to je res, zdi se mi, da je toliko trdna neka ta podstat postavljena, da ne bi rekla. Med temi partnerji. Med temi partnerji. Sploh, torej, če imamo na eni strani, torej, SDS, vemo, stranka, ki ve, bo kaj dela, dominirala tako, tudi dominirala absolutno. v tej zgodbi. NSI, torej trojček, ampak v katerem pa dominira NSI, ki je seveda na nekem valu zmagoslavja, ker je dosegla uspeh na teh volitvah in ki je edina v resnici zelo jasno komunicirala to, da gre samo in izključno v takšno vlado, ne. Tudi če se je za trenutek zdelo, da bi morda bili najbolj primeren partner za čez polovico, Jernej Vrtovec mislim, da ni nikoli v to smer nekako. Ne, jaz mislim, jaz se ne nakazoval. spomnim, da bi kdajkoli No, dopustil to možnost. Ne. tako, Mogoče v teoriji je nekdo mislil, da če bi se Golob umaknil, da bi pol se potem, odprla tako v mogoče teoriji, neka mogoče, ja, možnost. tako. Ampak da bi se zmagovalec volitev umaknil, no, v resnici je relativni Ne, zmagovalec. ta film ne. ni bil verjeten. Ni bil verjeten. Zdaj, kar se pa tiče demokratov, ne, tu pa vidimo, torej Anže Logar, se lahko strinjamo, da je pač za njega to bil volilni rezultat zagotovo razočaranje. Tudi se to zdaj kaže v njegovih nastopih. Kako je že rekel, pred dvema, torej, da vemo, politiki so besede, pa niso nekaj takega, niso prav zares važne. Misliš v nekem trenutku. na nastop pri bivšem sodelavcu? Pri bivšem sodelavcu, Bonči, mojem ki ga je- dvakratnem bivšem sodelavcu. Ki ga je v resnici. dobro ga je vrtel, ne, Tako, ja. kakorkoli gledano. Ne. Misliš, da ne, zdaj gledali smo vse eno, kakorkoli ne, obrneva. Če tudi smo na začetku ugotovila, da so se stvari relativno predvidljivo odvrtele, ne, da je Janša odigral te poteze, da je s tem, ko je Stevanoviča ustoličil na vrh državnega zbora, kar zabetoniral torej zgodbo do svoje četrte vlade, ampak vseeno, ne, gledali smo zdaj nek festival vseeno zarečenega kruha, prelomljenih obljub, požrtih, bi rekli na Štajerskem, besed, ne, vseeno, ne, od vseh, ne, Janša je rekel, da ne bo sestavljal manjšinske vlade, Logar je večkrat dejal, da vlada, ki bo enobarvna, ga ne zanima, da ne bo tekel v objem k svojemu dolgoletnemu šefu, ne, in nenazadnje Stevanovič je celo na upravni enoti hodil neke izjave deponirati, ali kakorkoli se že temu reče, ne. Kakšne bodo tu posledice po tvoje kakšna je to popotnica za to vlado? Ali se to res hitro pozabi, danes politiki beseda, ne, nekoč je bil slogan enega operaterja, je vsak dan manj vredna, ne? Ali se moramo res s tem sprijazniti? Ali bo nekdo, recimo predvsem Logar, plačal neko ceno za to, da je v bistvu v nekaj tednih poteptal skoraj vse, kar je govoril, ne? Logar je dejansko to tudi sam se zaveda tega, se to tudi povedal, ne, da mu je podpora padla in da pričakuje, da mu bo še, ne. Zdaj, to, kjer jaz vidim njegovo vlogo nekako težavno, zdaj, kar se tiče tega sestavljanja koalicijske pogodbe, ne, zdaj, to, kar imamo mi informacije, pa bomo videli, kaj se bo s tem zgodilo, ne, ampak ta neki osebni Logarjev projekt skoka, to je edina točka, kjer, torej, to je tudi Janša povedal, ne, da tu je treba še nekaj bolj natančno povedati, ne, in to je pač sporočilo kakor Logarju v smislu, kaj zdi se mi, kot da je že tu neka dodatna zahteva za njega, ne, torej, da je res neki pad pozicij, torej po eni strani
se tam v resnici na levi sredini ni prav zares niti Ne. pogajal, po drugi strani je pa tukaj v zelo šibkem položaju kot neizvoljen predsednik Res je. stranke in pa hkrati kot nekdo, ki se ga ves čas videlo, o katerem smo se spraševali, ali je v ozadju neki dogovor in se mi zdi, da da bo ta relacija med Janšo in Logarjem nekako najtežja. In bomo videli, na kak način se bo tu in tudi v smislu tega, kar ima Logar v parlamentu, torej v poslanski skupini, ne, če so tam res pač neki ti pomisleki glede tega, kaj se je govorilo na organih stranke ali pa pred volitvami, ne, da je tukaj nekih največ pomislekov. Mislim, da bo tu največ preizkušen na tej relaciji. Ne. Zdaj, v Večeru ravno je ta koroški poslanec Potnik takrat zelo hitro po volitvah dejal, da podpira to neko široko mešano vlado. Ne. Nekateri so ji rekli MČM koalicijo, ne. Torej Svoboda, SD, NSI in Demokrati. Ne. Ampak seveda ni bila zelo realna, to so bile mogoče wishful thinking v nekaterih krogih. Ok, na eni strani si, torej rekla si sledeče, ne. Nekih težav na relaciji resnica in dejansko ta formalna koalicija ne pričakuješ. Logar, se strinjam, bo verjetno res imel, torej bo tista stranka znotraj koalicije, ki bo imela največkrat težave, kritike, očitke, ne, zelo težko se bo izvil iz vsega tega. Na drugi strani se pa zdi, seveda, da se je zelo hitro vzpostavila neka tudi zunaj politična opozicija, ne, sindikati si omenila, civilna družba. Bo to spet mandat nekih ostrih konfliktov, ne, tudi seveda napovedali so obračun z nevladniki in tako naprej, ne. Misliš, da bo to neka res napeta dinamika odnosov na relaciji, kot je tradicionalno Janša, sindikati, nevladniki, civilna družba, del intelektualcev? Do neke mere zagotovo to, zdaj ta zgodba težko pride v neko skupno točko, do neke mere zagotovo, ampak samo ta del mislim, da bo do neke mere lažji, ker je to že bilo vse videno. Predvsem recimo za Janeza Janšo, po drugi strani pa bo morala če bo želela uspeti oziroma ko bo videla neke resne težave, civilna družba z vsemi možnimi pravnimi in ostalimi vzvodi pač poskušati neke poteze ali pa neko udejanjanje politik seveda zaustavljati, ampak to se ne more zgoditi z ulice, ne, to težko se zgodi z ulice, ampak je treba uporabiti druge politične in pravne vzvode in ti pa niso z danes na jutri, ne. Tako da teh nekih napetosti seveda bo, ne, ampak zdaj, kar se tiče recimo morda koalicijske pogodbe zdaj, da bi nekaj pricurljalo v javnost, kar bi strašno kazalo na nekaj, na ta neki, predvsem neki ideološki boj ali pa ta boj z družbeni neki, no. Zaenkrat ni še tega veliko. Zdaj morda bomo videli, kaj Janša misli z reformo pravosodja, pa torej zanimivo recimo tudi to, da omenja spremembo volilnega sistema, torej da se v resnici ne bi več pojavljala. Najbrž to, tako si jaz to interpretiram, take situacije, kot so zdaj, ko je treba vse te kompromise sprejemati za sprejemanje koalicije, ampak kar se tiče ostalih nekih stvari, so vsi naravnani tako, da so ljudem prvi trenutek in pa recimo ljudem in pa gospodarstvu na prvi pogled pisani na kožo, ne, torej recimo, ne vem, manj davko pa zastonj bančni račun, take stvari, ne. Tako da to mogoče pride sproti ali pa potem kasneje. Tako da, kakšna bo ta vlada, pa morda, ko so se pogovarjala, tudi si nekaj napisal, ne, zdaj vendarle ta torej tudi recimo Donald Trump, ne, kot nek predstavnik tega nekega novega svetovnega reda, v katerem se zdi, da ni več nekih pravil, pač nekako se v realni politiki ali pa v realni situaciji sooča zdaj z nekimi preprekami, kaj se pravzaprav vse lahko zgodi, če bi nekdo udejanjal svojo politiko po tistem, kar si resnično misli, samo tako brez kakršnih koli kompromisov, ne, da to ni čist enostavno, ampak
težko reči za v tem trenutku in v resnici tega ne znam napovedati. Tudi morda v luči tega, kar se je zgodilo na Madžarskem, ne vem, bomo videli. Zdaj, res je nič izjemno nepričakovanega, do zdaj ni prišlo nekako pricurljalo iz koalicijske pogodbe ali pa iz tistih nastavkov, ne, bodoče koalicije. Zdaj, kar je zanimivo, ne, Janša je seveda opravil 2 testa za bodočo vlado. Eno je bil seveda ta intervencijski paket oziroma ta omnibus zakon interventni, drugo pa je seveda zakon o pokopu in spominu na žrtve pobojnih pobojev. Ne me za besedo držati, če se zakon malo drugače imenuje, ampak smisel je točno ta. Ne. Zdaj praviš, da ne vidiš tako zaostrenega ideološkega naboja. Ne. Zdaj mogoče vidi se, ne, ta neka retradicionalizacija oziroma vrnitev k tradicionalnim vrednotam. Tam govorijo seveda nekaj o tem, da je priseljevanje nepotrebno, ker bodo seveda nekako to demografijo reševali. Kot bi rekel nekdanji nadškof in kardinal, ne, da se odgovornost do narodna začne v postelji, so želeli povedati. Skratka, tu so neki mogoče nastavki, ki niso seveda z njihove, torej z te desne politike nepričakovani. Na drugi strani pa je seveda na nek način kup te, bom rekel, kapital, nekako usmeritve. Pa še nekaj, ne, kar se tiče tega demografskega sklada, tudi ta del je strašno pomemben. Tu bo največja, če prav razumem, ne, torej z spremembo upravljanja z državnim premoženjem, ne, in načinom, kako se ta, komu in zakaj ta denar namenjen. Tu bodo neke velike spremembe, ki pa ne bodo morda na prvi pogled vidne, ampak ki bomo pogledali čez 2-3 leta, pa bomo videli, kaj v resnici se je tukaj zgodilo. Ne. Pa morda samo, če grem še na ta zakon. Ja, okej, ne, to je recimo, da pričakovano, kar se tiče posmrtnih povojnih pobojev. Povojnih pobojev, se pravičujem. Ampak se mi zdi, da tudi če pogledamo recimo zadnjih 10 let, da se ta naboj seveda, torej 10 let več, pa 10 let več od druge svetovne vojne, da se morda ta naboj nekako zmanjšuje z pač samim oddaljevanjem od druge svetovne vojne. Torej, da morda torej te neke sprave, o kateri so govorili, ne bo prišlo na drugačen način, kot pa s tem, ko včasih rečemo, torej, da mine čas. Ne. In ne vem, če je to zdaj nekaj, kjer se bodo res prav še lomila kopja na tak način. Ne, tu se meni tudi zdi, da je to na nek način ideološki test za koalicijo, ne, da nekako vidi, smo vsi tako na tem, bom rekel, v tem kurzu. Na drugi strani pa seveda spet ta zakon res je ta naboj jenja, ampak vseeno spet malo nek manever, s katerim je mogoče se pozornost malo usmerila sem, ne. V tem času pa se seveda znotraj interventnega zakona sprejemajo nekatere stvari, ki so za del ljudi, civilne družbe, sindikatov veliko bolj kontroverzne, sporne, zbirajo že podpise in tako naprej in pričakuje se prve blokade referendum. Veš, kaj me še zanima, ne? Zdaj, rekla sva, ne, o Janši vemo vse, 4. vodi vlado, prvič v tako, bom rekel, čisto krvni desni orientaciji, ampak vseeno, stranko je sploh zadnja 4 leta je veliko delal za stranko, jo je tudi zelo pomladil, ne. Zanimivo tudi pri imenih, ne, kdo bodo ministri, kdo bo kaj, ne. Sem nedavno govoril z enim politikom, ki je relativno visoko rangiran na desnici, pa je rekel letos absolutno manj stvari, ne, neki širši krogi vodstev vedo, kot so jih mogoče prej vedeli, ko se je veliko bolj licitiralo z imeni, ne. Pričakuješ, bom rekel, tudi v ministrskem zboru, sploh kar se SDS-a tiče, zelo preverjena imena, ne, enim bi rekli jurišnike, ne, ali pa bom rekel prvoborce, ali tudi to zadevno neko pomladitev, neko svežino, ne. Zdaj to, da bi krožilo nekaj v tej smeri, čeprav morda še, kar se tiče SDS-a, spet tako kot je ponavadi, ne, nekako še celo mogoče najmanj, da bi zdaj prav tu neko presenečenje bilo, ne bi rekla. Zdaj, jaz sam mislim, da pač SDS in to vodstvo, ne, ja, tako kot si rekel, morda se to še malo bolj oži ali pa je še bolj strukturirano, kot je bilo, ne, oni res imajo to organizacijo državo v malem, ne, narejeno, z to eno izjemo, kjer vsak ima neko torej področje
s katerim se ukvarja in kaj se od njega pričakuje. Ne? Zdaj, z izjemo tega ene stvari, torej kdo bi bil, torej delanje tega nasledstva, torej kdo je naslednik, ne? Tega to še zdaj ni jasno. Tako da v tem smislu zdaj, da bi bila strašna presenečenja, ne, če pa bodo na ta način narejena, da se bo to po mojem zdelo smiselno. Ja, veš, kaj me v bistvu tako zanima, ali misliš, da veš, ali bo to neke ziherce, ne, Hojs spet minister, ne, in tako naprej, ali bo vendarle poskušal, bom rekel, z nekimi imeni, ki vzbujajo manj Ja, razumem, manj kontroverznih ali pa nasprotujočih si občutkov v javnosti, ne. Ko rečeš Hojs, ne, vsi rečejo vodni top, ne, covidni protesti in tako naprej, ne. Mahnič ima tudi v stranki neko vlogo, ne, Ja. ki je zelo specifična, ne. Ja. So pa to ljudje, na katere se Janša zagotovo izjemno zanese, ne. Ali je pričakovati, ne vem, pač, da bo poskusil z vrnitvijo evropske poslanke, o tem se govori, o tem ne, se govori, vem, ampak ja, da bi tu s tem z nekimi smislom mlajšimi kadri, Ja. in tako naprej. To bi v resnici res zanimivo. Ja. Saj zakaj pa ne bi tega naredil, ja, v resnici, ne? Zakaj ne? Če lahko na neki točki malo zmanjša ta naboj proti janševski naboj, zakaj pa ne bi, ne? Sej, kot rečeno, zdi se včasih, da je v teh političnih preigravanjih vedno korak ali dva pred vsemi ostalimi. Tako da ja, bomo videli, recimo Romana Tomc bila neki taki lahko poskus, čeprav jaz spet kot Romane Tomc vem, da se kdaj pojavi kot zelo sredinski del, ampak se mi zdi, da nikoli ni pa prav zares zdaj šla iz neke te strankine linije, da bi kakorkoli drugače postavljala ali pa bila neki javni kritik tega. Ne, videli, ne? Takšnih je zelo malo in takšni so ponavadi tudi na neki točki bili ali odrinjeni nekam bolj na rob ali pa celo so si našli kako drugo politično moštvo, ne, v katerem so igrali. Rekla si protijanševski naboj, ne, ki se v Sloveniji pred volitvami, pa tudi če Janša sestavi vlado, vedno znova seveda prebudi, sproži in je ena pomembna determinanta, bom rekel, političnega življenja v Sloveniji. Zdaj na zadnjih volitvah Golob je še vedno, torej Robert Golob, Gibanje Svoboda, zmagovalci, sicer relativnih volitev so še vedno zelo stavili na to, ampak očitno do te mere ni deloval več, ne. Zato me pa zdaj zanima, če se še malo nekako dotakneva tega, kaj ostane zdaj levici, ne, oziroma levici z malo, levi sredini, bodoči opoziciji tega drugega mandata ni sestavila, ne, število glasov v parlamentu, ki jih obvladujejo, se je res bistveno skrčilo, ne. Kako vidiš zdaj, bom rekel, razmerje sil tukaj? Pričakuješ, po kakšne informacije, ne nazadnje tudi imate v redakciji, glede tega, a bo Golob vztrajal, bo ostal, se bo vzpostavil kot nek lider opozicije, ga to sploh zanima, je nek naravni lider opozicije Luka Mesec, ker je Levica nekoč že igrala zelo opozicijsko linijo, ne, SD je bil tudi celo svoje politično življenje po osamosvojitveni Sloveniji bolj ali manj vladi, se so preživeli tam 4 leta, ravno prve Janševe vlade tudi v opoziciji, ampak vseeno, ne. Kaj se bo zgodilo zdaj s tem? Je to res priložnost za neko kadrovsko, programsko prenovo? Ali? Zdaj, torej, o tem se je veliko pogovarjalo, ne, torej, ali bo Robert Golob pri tem vztrajal ali ne, ali bo vseeno v vsakem primeru zdaj ostal tudi poslanec, zdaj za enkrat, kolikor so informacije, pač tam ostaja. Zdaj lahko se vprašamo, zdaj za zadnji mesec dni, recimo, kje je Robert Golob, ne? Wanted, izginil, tu pa tam. Pri Jankoviću se je pojavil 9. maja na tisti znameniti seansi na Ljubljanskem gradu, ne, ob dnevu zmage in to je to. Jaz še vedno mislim in tudi se mi zdi, glede na teme, ki si zdaj izbira recimo Svoboda znotraj parlamenta, torej, da bodo še vedno šli, da se bodo priključili temu vlaku, ki je najbolj očiten in v bistvu najlažji, torej temu spet anti-Janša momentu, ampak čeprav moramo biti čisto iskreni, da morda je to v bistvu ena od ne vem zdaj, če napak, ampak zdelo se je, recimo, ko se ta mandat, torej Golobov mandat začel, ne, da je ta naboj še nekako bil smiseln, ampak potem pa so ljudje začeli pričakovati nekaj drugega, torej zdaj pa
pustimo zdaj to, zdaj imate pač tako in tako večino, Ja, dajte vsebino, delajte tako, ne. delajte, ja, bravo. In zdaj bo mogoče se zdaj pa spet pojavil ravno zaradi tega, ker je Janša na oblasti in pač, da seveda je to najlažje in to znajo, ne, Svoboda zna to izkoriščati, recimo, ne, dokler pač spet ni vprašanje, kaj pa torej, če ne to, kaj pa. Levica, absolutno, Levica ima tudi izjemno močno poslansko skupino, v tem smislu izkušenih nekih torej obrazov, ne, in ja, Luka Mesec in Asta Vrečko sta naravna nekako, recimo, naravna opozicijska, z vsemi politikami, ki jih Levica zastopa, naravna opozicijska liderja tudi, ne, seveda mogoče Luka Mesec bolj, ampak tudi Asta Vrečko nekako najbolj pride do izraza takrat, ko je nekaj res izrazito in se vidi, da tudi osebno moti, ne, takrat najbolj nekako zelo jasno postavlja te neke ta neka stališča, recimo primer tak je bil ravno, ko si omenil Državni svet, kar se tiče torej Lotriča na čelu Državnega sveta, zelo Ja, je šla ostro, ne. zelo ostro, ne. Kar se tiče Svobode, mislim, da se bodo vseeno tu zdaj, ker so vendarle toliko številčni in spet, to zdaj pa pač niso več v veliki meri ne novinci, ampak jih je pretežno veliko število takih zelo izkušenih. Jaz mislim, da bodo šli da se bodo nekako pozicionirali kot neka opozicija. Največ težav mislim, da seveda pri tem ima SD. SD ima tudi najstarejšo stranko, najbolj razvejano, največ služb je povezanih s politiko pri njih, ne. Tako da, tako je. In jim je ta vloga opozicije nekako najmanj pisana na kožo, pa najtežje najbolj jim pade nehvaležna, ne. nekako, Ampak ne. tu vidim, predvsem se tudi zdaj videlo pri nekih potezah, ne bom zdaj znala povedati čisto točno katerih, ampak tu se mi zdi, da Svoboda in Levica, neki SD pa malo v neki remisiji zdaj zaenkrat, no. Ja, bistveno bolj defenzivna vloga od Svobode in Levice, ki sta bolj agresivno štartali Tako, ja. v tem smislu v mandat. No, ampak če se zdaj vrnem na to osnovno vprašanje, kar se tiče Roberta Goloba, ne vem. Težko zdaj v tem trenutku rečemo, vemo, da je po naravi precej odločen, ampak hkrati ja, pač se zdi, da ga ne zanima nič drugega kot pa vodstvene pozicije, ne. In zdaj, če se bo našel zdaj v vodstveni poziciji, opozicija, ne vem, ker tudi niso stvari tako zastavljene, niti ni vodja poslanske skupine, recimo, niti ni, ne vem, ne. Bomo videli tu zdaj, mislim, da si mora na novo smisliti neko svojo vlogo, v kateri pa mislim, da lahko pride tudi do tega trenutka, zdaj sem bil pa toliko izpostavljen in toliko stvari sem dal skozi, da pač sem mogoče tega ne bi šel. Ampak kaj se je to zgodilo, zdaj teh informacij seveda ni, ali pa da se bo, ne vem. Zdaj verjetno sledi še dodatna konsolidacija ali pa združevanje Levice in Vesne, najverjetneje se ta zgodba bo nadaljevala, kakorkoli, ne. Za SD je pa spet vprašanje, ne, ali bodo recimo po lokalnih volitvah poskušali še eno novo opcijo na čelo stranke, še z dodatno pomladitvijo, ne vem, Goršek, kdorkoli, ali kakorkoli, ampak ne od Pahorja dalje so vse možne verzije preizkusili, ne. Od evropske poslanke, bivše novinarke, do bolj ljudskega Dejana Židana, bolj usmerjenega v neke resorje, do zdaj zelo ljudskega Matjaža Hana, ne, in nekako ne najdejo formule za preboj nad 10%, celo več, bliže so 5 kot 10 v tem času. Pričakuješ tu kakšne pretrese na levi sceni v tem smislu? Ker na desni, ki bo vladala, jih to zadevno najbrž ne bo, ne? Ne. Ne, ampak ja, se strinjam, da je to zdaj pač nek tudi izjemno razočaranje za njih, vendarle so mislili, da bodo dobili kak odstotek več tudi na račun tega, da se je zdelo, da bo Golob zgubil več, kot se je na koncu izkazalo, ne. Pa so se te praktično je pač Golob res izgubil veliko manj, kot je sprva kazalo, ne. Spet gre tu najbrž za neka taktična glasovanja v zadnjem trenutku, možno da ja, ne, in zdaj ta razmislek, kaj bo ta stranka naredila, pa jaz se strinjam, da se mogoče lahko reče samo, da popravimo še to, ja, torej ja, pomladitev, to je edino še, česar recimo niso, ne, ampak kar se je morda izkazalo, ne vem, tudi kot ena od, ne vem, napak, recimo
za vse upletene, ne, morda to tisto nesrečno nezdruževanje z prerodom Vladimirja Prebiliča, ne, ki se pač na koncu pol iz takih ali drugačnih razlogov ni zgodilo, ne, medtem ko bi lahko pač seveda lahko razumeš neke vzgibe, zakaj je do tega prišlo, ampak pol, ko so nekatere številke prišle na dan, bi se v zadnjem trenutku še lahko morda neki kompromisi glede tega sprejemali, pa bi nekdo tak, kot je Prebilič, lahko morda neki nekaj določenega pač prinesel recimo SD-ju in obratno, ne, pa se to ni zgodilo. Tako da mogoče ta računica se ni prav zares nikomor šla po načrti. Zdaj s kom, pa da bi se prelivali SD, zdaj v tem trenutku pa mislim, da vendarle tega še ne bodo naredili, oziroma da imajo še vendarle toliko starih struktur, ki bi to preprečile, da bodo za zdaj še obstali, pa pač iskali neko, kot rečeno, tudi na lokalni ravni nekatere vendarle trdnjavice morda imajo, ne. Lahko mogoče tam še kaj več probajo, ne. Ja, zdaj, ne, moram reči, ne, da se bomo vsi zdaj zelo hitro začeli počasi tudi z lokalnimi volitvami, ne nazadnje ukvarjati. Poletje bo tukaj, ne, ja. In ne, zdaj bo do Janševe vlade sva ugotovila, je le še nekaj zanesljivih korakov, ki jih bo ta desna koalicija seveda naredila, ne. Dobro, intervencijski zakon je zdaj zgodba, kjer se je vzpostavilo to bojno polje, sindikati, opozicija in tako naprej, in iz tega izhodišča bomo šli, ampak glej, jeseni so seveda na vrsti kmalu lokalne volitve, ki bodo seveda v letu, ki je imelo tudi parlamentarne za stranke, verjetno zelo naporne, ne, ali kako. Seveda bodo, ja. Tudi kadrovsko stranke v Sloveniji ne ravno se šibijo pod sjajnimi kadri povsod. Čeprav mislim, da vsi mogoče pa jemljajo to tudi malo drugače, glede na to, da je pa leta 2022, ne, so bile pa še predsedniške zraven, ne, pač tega, pa tudi oboje te. Tako da ja, so pa specifične lokalne volitve, ne, to je res odvisno veliko od dejavnosti nekih posameznikov v nekih lokalnih okoljih, kjer pač so neki ta vložek je precej majhen, tu se stranke dosti pragmatično odločajo o tem, da koga morda podprejo tudi, ki ni čisto naravno njihov, ne, tudi veliko prihaja več do tega prehajanja levo-desno, kot pa to vidimo na državni ravni. In pa tudi izrazito bolj so personalne, seveda jasno, kot pa strankarske. Tako da ja, ta del še čaka in tu so pač morda nekateri, ki so pač izgubili kakšno priložnost, bi pa morda lahko tukaj kak korak več naredili za neke določene uspehe. Tako. Omenila si tudi predsedniške, ki prihajajo potem še leto kasneje. Ne? Mogoče še iz tega političnega sklopa zadnje vprašanje, ne? Neko vlogo seveda v teh postopkih formiranja nove vlade ima tudi predsednica republike. Ne? Zdaj mandata ni podelila. Janez Janša je prišel torej s podpisi poslancev, je pa bil še prejšnji teden nek sestanek Janša Golob, predsednica, ne? Ki je kar na nek način presenetljivo izbruhnil, ne, kot informacija ta ponedeljek. Kako si videla vlogo predsednice? Ne? Najbrž se je izognila temu, da bi podelila nek fototermin za Janšo, kakorkoli, ne, kandidatka bila leve sredine in tako naprej. Ampak morava spomniti, ja, kandidatka leve sredine, ampak nikakor ne nekega cvetočega odnosa z Gibanjem Svoboda, recimo, ne, daleč od tega. Kako sem videla ta sestanek, recimo, to je bilo pač tako za vse nas. Kaj? Sestali so se Janša Golob pa Pirc Musarjeva. Ja, in zdaj bo Janša rekel, ja, prosim, tako, ja, okej, pa rečemo. Tako da ja, tako hitro, kot se odvrteli ti stavki, se tudi je bilo jasno dosti hitro, da pač morda gre za nek ta poskus predsednice, torej, da se ne zdi, da se samo pač rekla, da nič ne dela in da se je povsem odrekla tej svoji ustavni vlogi, ampak da je pač torej, ja, rekla pa, ok, če imamo tako neko pozicijo, ki se zdi na podlagi volilnih rezultatov, ne pa kasnejšega dogajanja, pač se zdi zelo izenačena, pa probamo z nečim takim. In je verjetno to bil nek morda vljudnostni pogovor, ne predstavljam si, kako je Janez Janša najbrž vedel, koliko podpisov še ima takrat v žepu, na kak način je to spremljal, si pa predstavljam, da bo razmislil, ne vem, pa se pač to najbrž, mislim, se ni zgodilo. Ja, to je bila ena taka zanimiva epizoda v tem povolilnem dogajanju. Ampak je pa zanimivo to, da torej predsednica ni tega komunicirala, če se ne motim, je Gibanje Svoboda najprej. Ja, tako. Tako, potem pa so tam potrdili. Oni so prišli za to informacijo. Nekako. Ravno
5:12, ko se je vedelo, da torej je Janša tako rekoč že Ko so na stranke SDS vložišču tako državnega šle, zbora. Tako da ja. Ja, v redu, glej, dajva se zdaj še, vmes sva malo seveda tudi, ker se to vse prepleta, sva jadrala tudi potem, kaj volitve politika pomenijo za neko redakcijo, kot je redakcija oddaje 24 ur, ki jo vodiš, ne. Zdaj po črto, ne, pa z malo distance lahko zdaj pogledaš na vaš volilni projekt, ne, letos ste ga naredili drugače, ne. Ja. Imeli ste avtobus, tako politične stranke, ne. A si ga videl ti? Si ga videl pa? Seveda sem ga videl, ne. Zakaj ste se odločili za nek nov pristop? Zakaj ste šli tudi kot televizija, ne, nazadnje najvplivnejša med ljudi na ta način? Zakaj ste se decentralizirali, torej iz ljubljanskega studia, ne? In kaj ste se v bistvu iz tega naučili, ne? Torej, opiši nam malo projekt mogoče in potem tudi odločitve, ki so bile za tem, in ne nazadnje zdaj lahko 2 meseca od volitev že bolj jasno vidiš, kaj je bilo dobro, kaj mogoče bi lahko bilo boljše. Okay. Torej, ja, to, kar smo se letos odločili, izhaja iz nekega razmisleka o tem, kam mediji pravzaprav gremo. Torej, pa časopisi ste bili še prej v tej situaciji. Recimo, televizija je dolga leta še imela nek primat tega nekega medija, ki je prišel torej z časopisom, pa potem radio, ja, tako časopis, radio, potem televizija, potem splet, pa se je televizija malo prilagodila, ampak torej, še vedno vse kaže na to, da recimo, da so televizijska soočenja nekaj, kar pomembno prispeva k razmisleku znotraj volilne kampanje. Hkrati pa smo začeli ugotavljati, da recimo nima niti vsi ljudje več, veliko ljudi več nima niti televizije doma, da spremlja medije na drug način in da je mogoče čas, da torej mi začnemo sklepati ta prijateljstva z našimi občinstvi pač tudi na nek način drugače. Torej, da se vrnemo pa h koreninam, torej nazaj med ljudi. Torej, tam, kjer ljudje so, in ljudje... Zdaj, da osvežimo spomin, soočenja ste imeli točno vse, kje, koliko? Torej, imeli smo 6 soočenj, začeli smo v Kopru, sledila je avla UKC Ljubljana, kjer smo se pač poskušali približati torej slovenskemu bolniku, slovenskemu katerem koli slovenskemu državljanu, ki seveda pač je tudi vpleten v zdravstveni sistem in krati pač tam v srčiki te največje institucije v državi od politikov dobitnega vprašanja, na kak način bi se tega lotili. Potem smo šli v Novo mesto, iz Novega mesta v Kranj, potem smo bili v Mariboru in na koncu smo pa se vrnili... Kako? Mariborski duel v sodnem stolpu. Dobro. Tako. Sodni stolp usoden za tako, si napisal. Ja, tako. Ja, tako, je naslov. In potem smo se vrnili v Ljubljano. In hkrati, kaj smo s tem počeli? Torej, tam so bila soočenja, ki niso bila, na katerih je bila publika, na nekaterih ne, ampak kar smo želeli še hkrati predstavljati naše delo in smo zato torej, z avtobusom potovali v te slovenske kraje, kjer smo na trgih in ulicah poskušali nagovarjati ljudi in razlagati naše delo. Kakšna izkušnja je bila to? Izjemno zanimiva. Kaj so tebi, kaj so kolegom povedali ljudje? Kaki sogovorniki so bili, to me zanima, ne, v bistvu, ker je to, ne, včasih smo novinarji res preveč smo kdaj mislili, ne, tako v svoje pisarne zaprti, kdaj svoje redakcije, ne, fajn je, da gremo tak. Fajn je, da gremo tak in ljudi res zanimajo stvari. Najbolj nekak hecna izkušnja bila mogoče v Kopru, kjer smo tudi začeli, ker je tam se zdelo, kot da pač je res bilo treba ljudi povabiti. Smo v enem trenutku ugotovili, da smo bili tam v bistvu na enem zelo krasnem tam prostorčku tam pri morju, ampak je pač ob neki tej glavni ulici, ampak smo morali ljudi res jim priti reči, a lahko pridete malo sem, da vam pokažemo, kaj delamo. To so vas bali malo. Tako so se spraševali, kaj se dogaja, kaj snemate. Mogoče kaže tudi na neki malo drugačen karakter. Ja. Ena od naših sodelavk je Primorka rekla, je pa Primorca moraš pa pač res znati prepričati. No. Primorc ima svojo zgodbo in ne bo kar tako pristopil k nekemu, češ kaj je to. Recimo Štajerska, posebno nekaj drugega. Na Štajerskem smo bili na zadnje,
tukaj v Mariboru na glavnem trgu deževalo je. Je sodni dan, nevihte. Nevihte vse, ampak je hkrati pa smo tudi dobili največ nekih vprašanj ljudi, ne vem, in od zgodb in tako nekih ljudi, ki so pa takoj pristopili, ne. Ali je to zdaj, kot rečeno, morda mičkena razlika v karakterju, ali pa tudi že to, da smo pač vendarle pa toliko obveščali ljudi, da so na koncu že vedeli, da lahko sem pridajo in postavljajo vprašanja. In strašno zanimive stvari so se zgodile, ko smo jih pač prosili, da postavljajo vprašanja, ki jih bomo postavili na soočenju. Seveda nismo mogli vseh, ampak res smo videli, katere stvari recimo neke ljudi žulijo. In pač res, ljudi res žuli zdravstvo, res žuli zdravstveni sistem, res jih žuli promet, res jih tudi s tem imajo res težave, bolj kot pa z nekimi stvarmi, s katerimi se mi v uredništvu včasih ukvarjamo, ko se politično pomembno, pa politično je več nekih detajlov, ne? Ampak pač ljudi res vidiš potem, kaj dejansko jih zanima. In to je bila res ena lepa, izjemna izkušnja, iz katere smo se pa tudi veliko naučili in vemo, kaj bomo naredili naslednjič, tudi se ne bom povedala. Za lokalne volitve. Za lokalne volitve, ja, bom mogoče še kak drugačen pristop, ampak ne, tudi za državnozborske. No, ampak rekla si, da je to bil del premišljevanja, ne? Ja. Ki ga more komercialna televizija, ki je na sceni koliko? 30 let, ne? Opraviti. No in kaj je zdaj nek sklep tvoj osebni in ne nazadnje redakcijski, ne? Ker ja, res je, ne, mi govorimo o tem, ne, kriza bo ubila tisk, ne vem kakorkoli, pa smo še nekako tukaj, pa se poskušamo, ne. Tudi televizija ima svoje izzive, ne, linearna televizija in tako naprej. Torej, kaj ste zdaj nekako po tem projektu, ki je bil, kot si sama rekla, del nekega premišljevanja, neke repozicioniranja, mogoče ne, ampak premišljevanja o vplivu, vlogi in tako naprej televizije. Kaj so sklepi, kaj so ugotovitve? Torej ne gre, tako kot si rekel, ne gre samo za volilni projekt, gre za razmislek o medijih nasploh, ki ga imate tudi vi. Zakaj? Mi dva zdaj sediva, si odgovorni urednik časnika Večer. Ne, Večer. Večer. Pa imamo podcast. Ja. Vsi delamo te razmisleke in vsi moramo na ta način razmišljati. Torej, se moramo temu prilagoditi, drugače ne bo šlo. In tako kot se to je njeno floskolo, ko smo mi dva na faksu slišala, tako kot sem prej rekla, torej, ko je prišel radio, smo mislili, da bo časopisi umrli, pa je prišla televizija, pa smo mislili, da bo radio. Ni se to zgodilo. Sam pozicionirati se je treba. Je pa res, da se nam v zadnjih letih to dogaja morda malo hitreje z spletom in s tem povezanim potem družbenimi omrežji, spletnimi kanali tudi in pa zdaj še z umetno inteligenco. In tu se en strašno hiter premik dogaja. In kaj je zdaj na nas? Na nas pa je to, da razmislimo, kaj lahko od tega prinesemo, ne pa da se počutimo, kaj lahko od tega dobimo, ne pa da se počutimo ogrožene. Jaz ne govorim o tem, da članke piše umetna inteligenca daleč od tega. Ravno nasprotno. Treba se je vprašati, kaj je tisto, česar pa umetna inteligenca ne bo nadomestila. In umetna inteligenca, zdaj v tem trenutku še ne, to naslednji korak bomo videli, ne bo nadomestila novinarja tam nekje zunaj, v neposrednem stiku s človekom, za katerega lahko točno veš, to je obrt, tega se naučiš. Znaš kot novinar z izkušnjami, ko si nekaj situacij teren, to je tisto, kar je naše primarno delo. Se toliko in toliko teh situacij dal skozi, ko imaš toliko in toliko telefonskih številk v imeniku, ti točno veš, komu lahko zaupaš, na kak način lahko zaupaš in kdaj lahko kaj poveš. Kdaj je neka informacija vredna medijske objave, zaradi tega, ker ti kot novinar, jaz kot urednik ali pa mi kot medijska hiša vemo, da je resnična. Ne? Torej, in hkrati nam vse pa to v bistvu gre v prid. Umetna inteligenca nam lahko pomaga rekonstruirati neke dogodke. To je tisto, na čemer moramo mi delati. Podcasti so hvaležni zaradi tega, ker smo postali instant, ampak še vedno pa ugotavljamo, da ljudje pa želijo poglobljene vsebine, da ne želijo pač enostavnih in enovrstičnih nekih pa podcasti so easy dostopni, ne? Greš tako, tja, ne? drugam, šetnja. Košnja, in pa še tako, in še to, ko se bojimo recimo umetne inteligence ali pa tudi
vpliva družbenih omrežij. Ne. Kaj se nam je začelo dogajati? Na to moramo biti pozorni. Da v bistvu vsak video, skoraj, ki ga pogledaš, se vedno to počasi mislim, da nam prihaja v kri. Da se začenjamo spraševati, a je to resnično. Ne? In to je pomembno. To je pomembno, da pa ljudje vedo, da to, kar preberejo, vidijo, kliknejo pri nas, da je resnično. Da to pa ni nekaj, kar morajo povprašati. In iz tega mislim, da v bistvu naša vloga, če jo bomo znali izkoristiti, lahko samo raste. Torej, da je, če ti, tole delam, to se razumem, scrollaš, če samo Telefon takole. smo ti vzeli za ta podcast. Ja. Ne veš čisto točno, kaj vse ti pade. Včasih sam sebe sprašuješ, kateri algoritem me je zdaj požaril. Ne? Ampak ko pa greš in klikneš na 24 ur, ko greš in klikneš na večer, ali pa ga vzameš v roke, pa veš, da to še vedno pa tisto, da stoji tako. Ne? To. Kaj so vam številke povedali? Zdaj, jaz približno vem, kaj so share, ratingi in podobno, ampak za vse, ki naj jo poslušajo, kaj nam lahko poveš o številkah volilnega projekta, sploh ful gledano, še bolj gledano, ste bili s čem presenečeni? Ja, smo bili presenečeni in zaradi tega smo bili tudi pač na koncu zadovoljni, zato ker to je tisto, kar nam seveda daje kruh, hkrati pa tudi zadovoljstvo. Torej, share je tisto, kar najbolj gledamo, delež gledalcev, torej, ki je recimo v nekem določenem trenutku pred televizijo in gleda naše oddaje. Torej, klikne ima na Pop TV-ju, recimo, ne pa na katerem drugem. Seveda, zdaj merimo tudi že tiste, ki gledajo z zamikom in vse to. In soočenje Janša Golof v sodnem stolpu tukaj v Mariboru je gledal najvišji delež gledalcev od leta, torej soočenje od leta 2000 na slovenskih televizijah. Pa mislim, da samo zato, ker imamo številke od takrat. Okay. Tako da lahko, da bi rekli, da... Kakšne številke so to? Koliko je to gledalcev? To je... v tistem trenutku je bilo to 63% ljudi, ki so imeli prižgano televizijo, ali pa so si šli v nekem trenutku to pogledati. Zdaj natančno številko ne bom trdila, zato da ne rečem, ampak to je veliko število ljudi. To je res videlo izjemno število slovenskih gledalcev. To se je res gledalo. Ne? Hkrati je bilo, recimo na volilni večer, več 100,000 klikov na spletno stran, zato ker smo tam tudi ažurirali čisto podatke. Tako da mi smo prepričani ali pa si želimo verjeti, da je to vse, kako smo ta projekt vodili, torej, da smo poskušali iti ljudem, glejte, spremljajte, to pa to bomo vprašali za vas, da je v tem smislu uspel, da nam je da nam je to uspelo, da se to vendarle potem zgodilo in da smo s tem pač lahko zadovoljni. Ali so bile kakšne lekcije iz tega naučene številne? Za vseh tih ne bom povedala. Vse niso za javnost. Pokazali bi tako pod interno so. Ja. Okay. No, ampak ni bilo spet tega toliko veliko kontrolirano. No, ampak se je splačalo na koncu toliko, bom rekel, tudi novinarskega efforta, vložiti v en projekt, kar kaže, da je vložek v novinarstvo na koncu se splača, Ja. Ker ljudje berejo, ljudje gledajo, ljudje poslušajo. Tako. To je zelo pomembno sporočilo, se mi zdi, da je vložek v novinarstvo pač pomemben. Tudi za, komercialno televizijo, ko bo kdo rekel, da bo vlagala v kaj drugega, ampak vlaga tudi v informativni program. Torej, Tako je. In da to je še vedno tisto, kar je jedro naše in mislim, da bo tako tudi ostalo. Ker vsi se želimo zabavati, pa vsi to radi gledamo, želimo neko sprostitev, ampak hkrati pa živimo v svetu, ki se nas tiče. In to je nekaj, kar mislim, da je vseeno še vredno našega truda. In kot rečeno, jaz res nisem pesimistična. Ne za nas, ne za vas, za nikogar glede tega. Mislim, da nam vse to, kar se dogaja, lahko gre v prid. Samo da pač moramo to izkoristiti, ne se tega ustrašiti, delati naslednje korake, probati nekaj drugega. Ampak še vedno vse se spreminja, ampak temelj ostaja. Temelj ostaja. Verodostojnost, profesionalnost, informacija, ki stoji, preverjanje. In dejansko, kar si povedala o umetni inteligenci, se mi zdi zelo pomembno, je postala
legitimno in zelo pomembno pomagalo v nekaterih procesih nastanka novinarskega izdelka, ne. Na drugi strani pa pač to, da je nekdo na terenu, to, da je nekdo tam, da nekdo spremlja dogodek, da o njem poroča iz prve vrste, pa nekaj, kar upam, da ostane. Ne. Ja, zaenkrat jaz še ne vidim, ne, pač, da bo nekdo to prevzel. Ta del moramo ohraniti, to je tisto, kar je naše. In to smo mi, to ste vi, to ljudje cenijo in želijo. Ne. Drugače to vzamejo, kot pa vse tiste vsebine, ki jih dnevno bombardirajo. Ko niso čisto jasne, kakšnega izvora so, ko ni čisto jasno, na kak način so nastale. Tako da, jaz mislim, da bo vse okej. Metka Majer, bila si zelo zanimiva gostja, odlična poznavalka politike, tudi medijski del, ki sva ga nekako obdelala, se mi je zdel zanimiv. Tako da želim tebi in tvoji ekipi, seveda, ne, ker gre za vseeno skupno novinarsko zgodbo, da delamo dobro v interesu javnosti. Dober program, tak ali drugače, naslednja 4 leta, kakršnakoli pa že vlada bo, ne? Ja, seveda, ja. A veš, da veš, da veliko ljudi misli, da sem začela na Večeru? A res? Ja, pa nisem. Ena redkih iz Maribora, Ena ki redkih nisi iz Maribora, začela nisem, na ne, se Večeru. to je očitek meni od nekdaj bil, ja. Da nisem, ampak nisem, ja. Ampak o tem bomo mogoče na kavi. Bomo mogoče na kavi, ja. Ampak hvala, ker si me povabil, vedno vesela, da pridem domov. Maribor, ne na Večer domov, ampak v Maribor. Ja, veš, ker mi smo tudi tako vedno veseli, ker z kolegi iz 24 ur tudi na naš Bob prijete, ne. Kako, na? Na Bob leta Na prijete. Bob leta, Tam ste pa to že pa je. skoraj da abonirani gostje, ne. VIP gostje, ne? VIP gostje, Tako ne. rekoč. Ja, tako je. Metka, hvala. tebi. Postaviva tu piko. Previharila sva vse od politike, ne nazadnje do pomembnega sporočila, kar se medijev tiče. Tako da tu bova za našo današnjo gostjo podcasta končala, jaz pa se seveda vrnem za nekaj ekonomske propagande za to, kar boste brali Večer v soboto in nedeljo čez nekaj trenutkov. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali v Večeru v soboto? Janez Janša se vrača na premierski položaj. Četrtič bo vodil slovensko vlado. Po porazu leta 2022, ko so volivci prepričljivo odstavili njegovo covidno koalicijo, so bile ocene: to je začetek konca. Janša se v vladne sobane ne bo več vrnil. Pa ne bo držalo. Kaj vse je vodja SDS, kjer je alfa in omega več kot 30 let, naredil v zadnjih 4 letih, da bo še enkrat vladal, tokrat celo z najbolj konservativno koalicijo doslej? Grožnje desnih politik, da moramo ukiniti ali prenehati financirati nevladne organizacije, so stalne. Ob oblikovanju nove vlade pa spet vse glasnejše. Kaj počnejo v več kot 27,000 nevladnih organizacijah pri nas in zakaj jih potrebujemo? Analize se je lotila Franja Žišt. Če na kakršenkoli način dovolimo, da ostane Izrael nekaznovan, bo to oblikovalo našo prihodnost. Če dopustimo, da Izrael počne, kar počne, brez odgovornosti, bo to merilo. To pomeni, da lahko tisti, ki so močni, počnejo s šibkimi karkoli želijo. Palestinska pisateljica Susan Abulhava opozarja na zločine ne le proti Palestincem, temveč zoper svet in človečnost. Intervjuvali sta jo Petra Vidali in Andreja Kutin. In še Večer v nedeljo. Zažgala sem vse, kar mi ne služi več. Nejša ob 20-letnici kariere iskreno o trmi, ki ohranja na sceni, postavljanju meja, svobodi v odnosih in o tem, zakaj je v novem spotu zažgala klavir. Pa o ljubezni, ki včasih ne osvobaja, pa še o tem, ali si bo naložila aplikacijo za zmenke. Miša Pušenjak piše o vrtninah, ki jih sejemo ali sadimo poleti. Kako hitro je letos minila pomlad, še malo in bo poletje, mogoče zaradi hladnih dni nimamo tega občutka, ne pozabite, tudi lani je bil maj zelo hladen, potem pa nas je junij skoraj zažgal. Pa si poglejmo, kaj lahko junija sejemo ali sadimo. Zagorela koža ni znak zdravja, je zaščitni odziv na sevanje. Nacionalno društvo bolnikov z melanomom je organiziralo okroglo mizo za ozaveščanje javnosti pred škodljivimi sončnimi žarki. Posebno pozornost so namenili otrokom in mladostnikom, ki se ukvarjajo športom na prostem. In ja, vikend bo menda sončen, zato se zaščitite, predvsem pa ga preživite tudi v družbi Večera. Se beremo in se slišimo.